lep pozdrav na drugi tiskovni konferenci v tem letu Slovenske znanstvene fundacije. Govorili bomo o dveh pomembnih dogodkih oziroma prireditvah. Prva je Evropski dan znanosti in za mladino, ki bo četrtek, 14. aprila. V Sloveniji, v okviru Slovenske znanstvene fundacije, smo bomo prvič vključili v praznovanje Evropskega dneva znanosti za mladino, ki je letos sicer organiziran že sedmič. Organizira ga Mednarodno gibanje za promocijo znanosti in tehnologije. Letos, glede na to, da je Mednarodno leto kemije, je izbrana tema kemije kot osrednja tema proslavljanja tega Evropskega dneva znanosti. Naše praznovanje Evropskega dneva smo si zamislili v našem raziskovalnem laboratoriju za otroke in mladostnike, ki smo ga odprli 1. oktobra 2010. Namen tega laboratorija je uvajanje zainteresiranih v svet znanosti in raziskovanja. Mi vemo, da je pomembno ustvariti nek stalen prostor, okolje, v katerem lahko mladi, ki imajo interes za raziskovanje, za razvoj profesionalne raziskovalce, lahko najdejo prostor, kjer bodo razvili svoje sposobnosti. V raziskovalnem laboratoriju imajo pač otroci in mladostniki možnost, da razvijajo svoje sposobnosti za raziskovalno delovanje, ker vsi nimajo enakih možnosti, nimajo možnosti, da imajo takšen priročen laboratorij doma ali da delajo v okviru šolskega laboratorija, kolikor obstaja ta možnost. Seveda pa vemo, da največkrat take možnosti ni, je pa seveda izredno pomembno, da čim bolj zgodaj začno razvijati te svoje sposobnosti. Ta raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike organizira skozi leto različne delavnice, ki so namenjene tako spoznavanju raziskovalnih tehnik, naravoslovnih in drugih raziskovalnih metod, pa seveda veliko praktičnega dela z različnimi aparaturami, z enostavnimi postopki. V tem laboratoriju seveda delamo z nestrupenimi snovmi ali pa nizkostrupenimi snovmi, se pravi, da ni večjih nevarnosti za otroke in mladostnike, ki delajo s temi kemikalijami oziroma tudi aparaturami. Delavnice, ki smo jih pripravili za letošnji praznik, Evropski dan znanosti za mladino, bodo z področja kemije, tako jim bom predstavil temo o različnih barvilih, pigmentih, barvah, barvilih, ki se uporabljajo v bistvu v vsakdanjem življenju. Seveda pa bomo ustvarili nekaj zanimivih situacij, zanimivih primerov reševanja problemov, ki naj bi mlade navdušili za tudi drugačno spoznavanje sveta kemije, njegovo raziskovanje in tudi svoje prve dosežke na tem področju. Dve delavnici bosta z področja sestavljanja graditve modelov molekul, ene bodo enostavnejši gradniki vesolja, druge pa bo z področja DNK, to se pravi molekule življenja, ki bo malo bolj zapletena, pa vendarle prav tako obeta zelo zanimivo delavnico. Program lahko, ne? Ja, se je tukaj zapisano. Poleg tega smo povabili, ker je kemija nekako vezni člen med biologijo in fiziko, smo povabili tudi fizika, profesorja dr. Dušana Petrača, več desetlet sodelavca Ameriške vesoljske agencije NASA, da bo predstavil oziroma vodil delavnico o breztežnosti. Bomo pa, glede na to, da smo, kot sem prej rekel, že prvič, da se bomo letos prvič vključili v praznovanje Evropskega dneva znanosti, pripravili seveda še podaljšek, tako kot se za velike praznike spodobi. To se pravi 2-dnevno, tako da bo del aktivnosti in sicer z področja med naravoslovjem in humanistiko, pa še v petek 15. aprila v okviru teme Zvoki pradavnine, ki povezujejo arheologijo z fiziko in umetnostjo. Ta del pa bo potekal v Mestnem muzeju v Ljubljani. To je primer, oziroma to je predstavitev sedaj Evropskega dneva znanosti za mladino.
Večji projekt, celoletni projekt pa je seveda letni festival znanosti, letos že 17. po vrsti, z temo planetarnih izzivov časa, v katerem živimo, s poudarkom na proslavljanju dveh mednarodnih obeležitev leta 2011, to je na eni strani mednarodnega leta kemije, na drugi strani mednarodnega leta gozdov, tako da bojo tematike, ki so kemijske oziroma se tičejo gozdov, v ospredju, poleg tega pa seveda bodo povezane z praznovanjem okroglih obletnic rojstev velikih slovenskih raziskovalcev, ki jih večina bolj slabo ali premalo pozna. V tem letu imamo 130-letnico rojstva prvega velikega, bi rekli, slovenskega kemika Maxa Samca, ki je začel z univerzitetnim študijem kemije, tudi z raziskovanjem kemije na slovenskem v 20. stoletju. Bil je med drugim rektor Ljubljanske univerze, prvi predsednik Slovenskega kemijskega društva in pomembno vlogo opravil tudi pri Vestniku Slovenskega kemijskega društva, torej stanovskem glasilu organiziranih kemikov na Slovenskem. Na drugi strani imamo 370-letnico bolj znanega polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja in pa seveda 450-letnico rojstva zdravnika in fiziologa Santorija iz Kopra, ki je vrstnik Galileja in predvsem v obdobju, ko je živel v Benetkah oziroma bil profesor medicine, teoretične medicine v Padovi. Je pa seveda ta povezava z Galilejem konkretna, kakor vemo, je Galilej pripravil prvi termometer, ki ga je potem Santorio razvil za uporabo pri merjenju telesne temperature pri človeku. Tukaj so tudi zanimive grafične rešitve, ponazoritve razvoja tega termometra, ki so seveda v primerjavi z današnjim termometri relativno nerodne, ampak vendarle kažejo, kako pomembno je, kako meriti, da to pač popolnoma upravičeno, da je bil Santorio profesor teoretične medicine. Na drugi strani pa imamo pomembne osebnosti svetovne znanosti, kot je Marie Curie ob stoletnici njenega druge Nobelove nagrade in nagrade za kemijo. In pa seveda, kar je jutri, se izteče pol stoletja prvega človekovega poleta vesolja Jurija Gagarina, ki ga bomo tudi vključili v ta program. Spomnim se bomo pa še eno mnogo starejšo obletnico, da rekli, več kot 2200 let od smrti Arhimeda, starogrškega vsestranskega znanstvenika, ki ga poznamo tako kot fizika, matematika, astronoma, pa seveda izumitelja in velikega patriota, saj vemo, da je z lečami, ki jih je uporabil, obranil svoje rodno mesto Sirakuze na Siciliji pred sovražnim napadom. Poznamo pa ga tudi po več anekdotah, med drugim, kako je razmišljal, da je odkril besedo, mislim skliknil, ker je odkril postopek, kako ugotavljati, ali je zlato, res zlato, ali je ponarejeno z tem, ko se je kopal in skliknil, to je pa je rekel oziroma odkril sem. No, tukaj je zanimive stvari, ki od vsakega od teh velikih znanstvenikov izhajajo, ki bomo poskusili prikazati kot pomembne tudi v današnjem času, to se pravi v 21. stoletju, ker festival znanosti je pač festival, kjer proslavljamo določene dosežke, se veselimo vsega, kar so veliki in mali raziskovalci k temu prispevali in ponesli pač idejo same znanosti naprej. In že omenim Galileja kot primer preokretnice v razvoju znanosti od amaterske k profesionalni, organizirani in pa seveda zelo utemeljeni znanosti. Gre za 3-dnevno prireditev. Ta festival znanosti poteka med 4. in 6. oktobrom. Rekli smo, osrednja tema so planetarni izzivi časa. Udeleženci pa so tako raziskovalci, kakor mladi in pa seveda tudi učitelji, starši, novinarji, umetniki in drugi, ki prihajajo na festival znanosti
da bi na njem komunicirali znanost, ker razvijanje dialoga med raziskovalci in javnostmi, ki se udeležuje festivala znanosti, so tiste, ki pomagajo odpirati prostor, da je znanost bolj sprejeta pri ljudeh in povzroča manj skrbi oziroma manj, bi rekli, ustvarja umetnih ovir, da tega sodelovanja ni. Ker za znanost je pomembno, da je med ljudmi, da jo ljudje uporabljajo in da nimajo do nje strah oziroma se je bojijo in zaradi različnih predsodkov med njimi tudi tega strahu ne razvijajo sodelovanja, ne vzpostavljajo dialoga, bi rekli, z raziskovalci, ki pa si ga vendarle na koncu koncev želijo oziroma celo potrebujejo.